Tako, pogledali se bomo. Eto si bomo pogledali rešitve za preverjanja iz polinomov in racionalnih funkcij. Pa začnemo kar pri prvi nalogi. Dano imamo neko funkcijo, to je racionalna funkcija, izračunati moramo ničle, pole, začetno vrednost, predznak, narisati graf racionalne funkcije. Najprej, kje je ničla? Kadar računamo ničle, moramo vedno pogledati, kaj se nahaja v števcu. Se pravi, ničla, oziroma za ničle, lahko jih je tudi več, vedno pogledamo števec. Števec je tole, tako si tudi prepišemo, in ta števec mora biti enak nič. Ta izraz lahko razstavimo po Vijetovi formuli, to pomeni, da damo tukaj x in tukaj x, produkt mora biti dveh števil minus 2, zato vemo, da bo en plus, en minus, ker plus krat minus je minus, seštevek mora biti pa plus 1, ker ni nobene številke, to pomeni plus 1, to pomeni, da večji je pozitiven, 2 je pa 2 krat 1. Tako. In zdaj takoj vidimo, kaj so ničle. Prva ničla je minus 2, katere stopnje? Prve stopnje. Tukaj ne napiše nič, napisano bi v bistvu moglo biti na 1, ampak na 1 ne pišemo. Prve, to je lihe stopnje. In druga ničla je enako 1, takrat je to nič, in tudi prve stopnje. To so ničle. Zdaj pa poli. Pol pa pogledamo, kdaj je imenovalec nič. To je pa tole. Če takole pobarvamo, se pravi, pol pa pomeni, kdaj je to nič. In kdaj je to nič? Je takrat, ko je x enako minus 3, ker pa piše na 3, pomeni, da se ta ničla pojavi trikrat, in zato je to ničla tretje stopnje, torej lihe stopnje. In to je pa nič, ko je x 4, in to je ničla druge stopnje. Potem piše, da naj izračunamo začetno vrednost. Začetna vrednost jo izračunamo tako, da izračunamo vrednost, v tem primeru g, od nič. Za x vstavimo nič, to je začetna vrednost. In vzgori dobimo nič na kvadrat plus nič minus 2, polomljeno z nič plus 3 je 3, na 3 krat nič minus 4 je minus 4 na kvadrat, in je to vzgori minus 2, vspodaj je pa 3 na 3 je 27 krat 16. Lahko izračunamo do konca, najbolj pomembno pa je, da je to nekaj negativnega. Začetna vrednost, torej pri nič, je vrednost nekaj negativnega. Zdaj pa gremo določiti predznake funkcije. Označimo ničle. Ničle so torej pri minus 2 in pri 1. Obe sta prvi stopnji. In pol je pri minus 3. Pol je pri minus 3, narišem pol, to je ta črtkana črta, to je črta, kateri se funkcija približuje, pa se je ne dotakne. In drug pol je pri 4, tukaj pa moramo še označiti to, da je ta pol sode stopnje, kar pomeni, da se predznak funkcije na tem polu ne bo spremenil. In zdaj bomo šli barvati. Recimo, da vzamemo tole. Kaj vemo? Vemo, da je pri nič, da je začetna vrednost negativna. To smo tukaj napisali. Pri nič je negativna. In negativna je do prve ničle. Ker je ta ničla ena lihe stopnje, gre tukaj znak gor. Zgoraj. Ta pol je pa sode stopnje, zato ostane vzgoraj. Tukaj barvamo še na drugo stran, do ničle do minus 2. Pri minus 2 gre vzgoraj, se znak obrne, in tukaj zopet vspodaj se obrne. Tukaj ne piše še vodoravna asimtota, ampak glede na to, da je vzgoraj stopnja
manjša kot stopnja v spodaj je namreč 3 plus 2 pete stopnje, zgoraj druge, je itak vodoravna asimtota tale kar abscisna os. No, zdaj bomo poskušali funkcijo narisati. Se pravi, tukaj mora biti negativna, pa temu se približuje, zato je takole. Tukaj gre nekako takole vzgori, gre čez ničlo, nekje se obrne, gre nazaj in se zopet asimtoti približuje. No, tako. Tukaj gre pa potem še tako. In imamo pol in narisano racionalno funkcijo. Gremo k drugi nalogi. Označimo, če je pravilno ali ne. Najprej polinom p od x ima ničlo pri 1. Ja, zdaj, če je to ničla, pomeni, da je p od 1 enako nič. Pa poglejmo, če je res. 4 krat 1 na 3, se pravi namesto x vstavljamo 1, minus 2 krat 1, minus 2. In to je 4 krat 1 na 3 je 4, minus 2, minus 2 in to je nič. Res je ničla, torej je ta pravilna. Graf polinoma tega seka ordinatno os v točki nič 2. To pomeni, ko je x nič, je y2. Zopet stavimo. Minus 3 krat nič na kvadrat, plus 4 krat nič, plus 3, to je nič, pa nič, je skupaj 3. Piše pa, da bi moglo biti 2, torej to ne drži. To je v bistvu prosti člen in prosti člen je tukaj 3. Ne 2, zato je to ne. Racionalna funkcija ima pol pri minus 3. Zdaj poglejmo, pol je takrat, ko je to spodaj nič. To bi bilo nič takrat, ko je x minus 5, tam je pol, ali pa ko je x 2. To pa ne drži. Pri minus 3 je ničla, ni pa pol. Abscisna os je vodoravna asimtota funkcije tele. Ja, zgoraj je stopnja 1, ne, imamo x na 1 največ, tukaj spodaj je x na 2. In če x na 1 delimo z x na 2, je to skupaj nič, ne, in zato je vodoravna asimtota y ni nič. Torej, to drži. Če je stopnja polinoma v števcu manjša od stopnje polinoma v imenovalcu, je vodoravna asimtota racionalna funkcija kar abscisna os. To prav tako drži. Gremo naprej. Določi ABCD tako, da bosta polinoma enaka. Polinoma sta enaka takrat, ko imata pri x-ih iste stopnje, recimo tukaj največja x na 4, enaka koeficienta. Pri x na 4 je tukaj koeficient 2a, pri drugemu pa a. To pomeni, da mora biti a2. Kaj pa pri x na 3? Pri prvem je minus 5 koeficient, pri drugem je pa b minus 1. In zdaj iz tega dobimo b, ta minus 1 gre na drugo stran in je minus 5 plus 1 in dobimo, da je b enako minus 4. In naprej. Kaj pa pri x na 2? Pri x na 2 zgoraj ga sploh ni. Je pol sam x, to pomeni, da je koeficient nič. Nič krat x na 2 in tega ne rabimo pisati. Drugi je pa c plus 3. In zdaj damo trojko na drugo stran, je nič minus 3, torej je c minus 3. Potem je naprej še pri x. Sem napisal x na 1, ne, tukaj je 6, pri drugemu je pa tole. 2d minus 6, se pravi 2d je 6 plus 6 je 12, delimo za 2 in dobim, d je 6. In še, samostojno je pa 6, je enako 3e, to pomeni, delimo s 3 in dobimo, da je e enako 2. Zdaj prav vsako stopnjo
koeficiente preverimo in izenačimo in sta polinoma enaka. Reši neenačbo. Zdaj, to neenačbo bomo reševali tako, da bomo narisali ta polinom in potem bomo pogledali, kje je ta polinom pozitiven, kje je negativen. Niti ne rabimo prav narisati. Pomembno je, da vemo, kje je pozitiven, kje je negativen. Se pravi, gremo takole. Označimo ničle, ker ta polinom bo nič takrat, ko bo en od faktorjev nič. Prva ničla je pri -5, 2, 3, 4, 5, pri -5 in sicer je to ničla lihe stopnje. Potem je pri 2 naslednja. In sicer je to četrte, torej sode stopnje. In pri -1 prve stopnje, to je zopet liha stopnja. Zdaj moramo še vedeti, kje bomo začeli risati. Izračunamo začetno vrednost. Se pravi, pogledamo, koliko je vrednost tega polinoma. Rečemo lahko, da je to polinom pod x. In iščemo, kdaj je vrednost tega polinoma, koliko je to pri nič, koliko je začetna vrednost. In stavimo, nič plus 5 je 5, nič minus 2 je minus 2 na 4, krat nič plus 1 je 1. In to 5 krat 1 je 5, minus na 4 je plus, 2 na 4 je 16 in je to 80. Najbolj pomembno je, da vemo, da je to pozitivno. In zopet barvamo, se pravi, pri nič je pozitivno. Do ničle. Tukaj ni polov, ker je polinom, ni racionalna funkcija. Dvojka je sode stopnje, zato ostane pozitivno. -1 je lihe stopnje, gre dol. In pri -5 je zopet gor. Tako. Nas pa zanima, kdaj je vrednost manjša od nič. Manjša od nič vidimo, da je tukaj. Od tukaj pa naprej. V tem delu je manjša in zato napišemo rezultat x je element od, ker je strogo manjša, bo odprt interval od -5 do -1. Gremo naprej k 5. nalogi. S Hornerjevim algoritmom preveri, ali je 2 ničla polinoma. Torej, Hornerjev algoritem, izpišemo koeficiente, ti so 3, -2, -10 in 4. Iščemo, če je 2 ničla, zato dvojko napišem tukaj in gremo. Trojko prepišem. 2 krat 3 je 6, to dvoje seštejem je 4. 2 krat 4 je 8, seštejem je -2. 2 krat -2 je -4, seštevek je nič. Ker je tukaj nič, to pomeni, res je ničla. Če bi pa tukaj prišla številka, ki ni nič, potem pa ni ničla. Ker to je v bistvu zapisano, koliko je vrednost polinoma. Potem imamo naprej, deli polinom s polinomom. Na koncu zapiši obliko osnovnega izreka. Zdaj, da se spomnimo, kaj je osnovni izrek, recimo, če bi mogla 8 deliti s 3, je to 2 in ostane 2. Osnovni izrek pa pravi 8 je, zdaj pa to pomnožimo, 2 krat 3 plus 2. Nekako tako bomo potem tudi s polinomi naredili. In zdaj gremo pisati. Najprej imamo x na 3 minus 3x plus 3 delimo z x plus 2. In dobimo. Gledamo samo vodilna člena. Samo vodilna si označimo, se pravi tega delimo s tem. Lahko si jih tudi napišemo ob strani kot ulomek. X na 3 deljeno z x je x kvadrat. In napišem, to je x kvadrat. Zdaj pa množim tega s tem količnikom, se pravi, da sem
X krat x kvadrat je x na 3. X kvadrat krat 2 je plus 2x kvadrat. Zdaj spremenimo predznake. Torej, tukaj je minus, pa tukaj tudi minus. In potem to sešteje. In se x na 3 in minus x na 3 črta, ostane minus 2x kvadrat, minus 3x plus 3. In zdaj delimo zopet samo vodilnega, torej tega, ta je zdaj vodilni. Zopet lahko napišem minus 2x kvadrat, polomljeno z x, in da ostane minus 2x, in to napišem tukaj, minus 2x, in ponovno množim tega s prvim in z drugim. In gremo, minus 2x krat x je minus 2x kvadrat, minus 2x krat 2 je minus 4x, spremenimo predznake in seštejemo. In je to x plus 3. Zopet pogledamo vodilni koeficient tega ostanka in delimo x za x, se okrajšanje, zato to 1, in tukaj napišem plus 1, ponovno množim, 1 krat x je x, plus 2, ne? Spremenimo predznak, seštejemo in dobimo 1. To je pa naš ostanek. Ker to je pa manjše stopnje kot x in zato ne delimo več naprej. Zdaj pa tako, kot smo tukaj napisali, da je 8 deljeno s 3 enako 2 in ostanek 1, pa smo pa rekli 8 je to krat to, napišem še zdaj. Torej, prvi polinom je isto kot tole. Krat x plus 2 in ostanek 1. In to je zdaj zapisano po osnovnem izreku deljenja. Še ta naloga, dodatna, zdaj, to je pač funkcija, kvadratna funkcija, ni soda, tudi ni liha in tako naprej. Mi gremo rajši pogledati naslednjo. Zdaj, zelo podobne naloge, z nekaj malo detajlov razlike. Zaprav zopet določimo ničle, x kvadrat minus x minus 2, razstavimo, to je x minus 2 krat x plus 1, in to more biti nič, to je takrat, ko je x1 2 in x2 minus 1, se prav pri 2 in minus 1 sta ničli prve stopnje, ospodi x plus 5 na 3, se prav pol, je takrat, ko je x minus 5 in sicer tretje stopnje, in x je minus 1, ta je pa druge sode stopnje. Te pole označimo. Takole. In še pri minus 1. Tukaj je pa napaka, ja, ni pri minus 1 ničla, ampak je pri 3 ničla. Pri 3 pol sode stopnje, bomo to popravili. Pri 3 druge stopnje, se prav pri 3 še naredimo en pol. Tako. Zdaj, če hočemo začeti risati, moramo izračunati še začetno vrednost, se pravi vrednost pri nič. In vzgor imamo to nič, minus nič je nič, minus 2 je minus 2. Vspodaj je pa nič plus 5 je 5 na 3 krat minus 3 na kvadrat. Minus je vzgoraj, 5 na 3 je nekaj pozitivnega, minus 3 na kvadrat je tudi pozitivno, se pravi to minus deljeno plus krat plus je plus,
Pomemben je namreč predznak, niti ne toliko vrednost, drugače pa izračunamo vrednost do konca. In vidimo, da je pri nič vrednost negativna. Pri nič je vrednost negativna. Gremo spodaj. Eto, pri 2 je ničla, kjer je lihe stopnje, gremo gor, se pravi tukaj je pozitivna vrednost. 3 je pol druge stopnje, ostane predznak. -1 se obrne in ta je tudi lihe stopnje, se tudi obrne. Narišemo graf. Zdaj pa tako, zopet je gori manjša stopnja kot spodaj, to pomeni, da je vodoravna asimtota os. In gremo takole. Takole, pa takole, pa takole. Ups, pardon, tukaj se obrne, še malo popravili. Se pravi, temu se približuje, gre čez ničlo, čez drugo ničlo nazaj, pa se zopet približuje. Tako. Naslednje naloge. Ali je pravilna ali ne, zdaj to so dejansko identične naloge, kot so bile prej. V prejšnji skupini, če je stopnja polinoma manjša od stopnje polinoma v imenovalcu, je vodoravna asimtota abscisna os, to drži, torej y je nič. Graf polinoma seka ordinatno os v točki 0, 2. Vidimo, da ne, ker je tukaj trojka, se pravi, to je ne. Polinom pol od x ima ničlo pri 1. Ja, če ostavimo 1, je res to nič, torej to je da. Abscisna os je vodoravna asimtota tega 2x plus 4 deljeno s 3x kvadrat je, zato ker je v zgornji stopnji 1, v spodnji stopnji 2, to drži. Ima pol pri -3, ne drži. Enako kot pri prejšnji skupini. Tudi ta naloga je ista kot prej, se pravi, samo izenačimo stopnje, enake stopnje. Imamo neenačbo, enak način reševanja kot v zgornji. X plus 5 krat x minus 2 na 4 krat x plus 1. Tukaj imamo pa malenkost spremenjene številke. Sistem je pa isti, se pravi, zopet narišemo ta polinom, zato si označimo, kje so ničle. Polinomi imajo samo ničle, nič polov. To je pri -4. X minus 1, to je pri 1. In tukaj si označimo, da je sode stopnje. In pri -3 tudi lihe stopnje. Zdaj izračunamo še vrednost polinoma pri nič. To je 4 krat -1 na 4 je 1, krat 3, to je 12. To pomeni, da je pri nič pozitivna vrednost. Tukaj ostane pozitivna, tukaj gre na negativno, tudi na pozitivno. Tukaj nam ni treba zdaj polinoma narisati, ampak je dovolj, da samo povemo, kdaj je večji od nič. Vidimo, da je to tukajle, tukaj je vzgoraj pobarvan. In od tukaj naprej, se pravi od -3 naprej, napišemo x element od minus neskončno do -4, unija od -3 do plus neskončno. Peta naloga, dokažemo, da je 3 ničla. Ali je, ne? Se pravi, izpišemo koeficiente. 3 minus 2 minus 10, 4. Izpišemo trojko. Zdaj pa to trojko prepišem. Grem 3 krat 3 je 9. Minus 2 plus 9 je 7. 3 krat 7 je 21. 21 plus minus 10 je 11. 11 krat 3 je 33. Je 37. Ker to ni enako nič, to pomeni, da ni ničla. Deli polinom s polinomom, se pravi x na 3 minus 2x plus 3, moramo deliti s polinomom
x plus 1. Mislim, da je tudi naloga, ki je enaka, ki je v prejšnji skupini. Aha, malo drugačna, pa lahko vse naredimo. Takole, zdaj delimo z x plus 1 in zopet gremo, ne. Najprej zopet vodilna. X na 3 deljeno z x je x kvadrat. Samo vodilne gledamo in zdaj x kvadrat krat x je x na 3. X kvadrat krat 1 je plus x kvadrat. Spremenimo predznake in seštejemo. Seštejemo ta, nastane minus x kvadrat, minus 2x plus 3. Zdaj imamo naprej, minus x kvadrat deljeno z x, koliko je že to? Lahko kot ulomek napišemo, to je minus x. In minus x krat x je minus x kvadrat, minus x krat plus 1 je minus x. Spremenimo predznake in seštejemo, zopet se mora prvi ravno izničiti. Ostane minus x plus 3 in minus x deljeno z x je minus 1. Pomnožimo nazaj, je minus x. Minus 1, spremenimo predznake, seštejemo in je to enako 4. To je ostanek. In zopet, osnovni izrek, ta polinom prepišem. In pa napišem, da je to. Tega prepišem. Dam v oklepaj edino. Pomnožimo že z x plus 1 in preštejemo ostanek plus 4. Gremo. To je pa lastnosti, pa zopet ni treba. Eto, to je to.